Večina predsednikov parlamentarnih strank je glasov dala že na predčasnem glasovanju. Dopoldne je v Radomljah glasovala še predsednica republike Nataša Pirc Musar, ki je poudarila, da je pomembno, da se državljani udeležujejo referendumov in volitev. Špela Bezjak Zrim. Predsednica in prvi soprog sta na volišče prišla točno ob 11. Izjemno pomembno se mi zdi, da državljanke in državljani, Slovenke in Slovenci odidejo na volišča ne samo, ko so parlamentarne ali predsedniške volitve, ampak tudi takrat, ko so referendumi. Prav je, da ljudje, posamezniki, povemo, kaj si o določeni temi mislimo. Kot sta to na predčasnem glasovanju storila predsednik in podpredsednik vlade. Tudi sam ne želim, da bi bil prisiljen v to, da končam svoje življenje ne samo v mukah ali na mamilih, ampak predvsem brez človeškega dostojanstva. Zato sem danes volil za. Verjamem, da si nas večina intimno želi tako pravico imeti, če se sami ali pa mogoče naši svojci znajdemo v situaciji, ko od življenja ni ničesar več, razen samo še trpljenje. Proti, prav tako predčasno, a brez izjave za medije, pa sta tokrat glasovala prvaka obeh parlamentarnih strank opozicije. So pa danes na volišča odšli številni njuni strankarski kolegi. Poslanka Jerajna Igu. Ne želim si zlorab pritiskov na starejše. Mi moramo okrepiti paliativno oskrbo in starejšim, bolnim, trpečim pomagati. In to danes medicina zna. Tako da res tisti, ki se pa bori ali pa ki je na koncu življenja, si pa želi vsake ure preživeti, ne pa, da bi to predčasno končal. In poslanec Reberšek na Vranskem. Zelo preprosto je govoriti o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, ko nisi ti tisti, ko razmišlja o tem, ali ko nisi ti tisti, ko moraš nekomu drugmu pomagati, da si bo vzel življenje. In želim si, da bi živeli v družbi, ko človek ne umira zaradi sočloveka, ampak ob njem. V domačih Radečah pa je za zakon dopoldne glasoval šef koalicijske SD. Gre za zakon, ki je zelo osebni lahko in ga lahko vsak gleda, bom rekel, iz svoje plati in iz svojih izkušenj. To je prvo. Drugo, žal mi je, da smo zopet tak zakon spravili na plat ideologije in politike dveh polov. Sicer pa je to v času aktualne vlade že 4. referendumski dan.